Takole. Zadnjič smo se pogovarjali predvsem, kaj to funkcija je, kako se predpisuje, iz kod je definirana, pa kam gre, ne, kaka zaloga vrednosti je. Zdaj vas pa moram z veseljem obvestiti, da pridemo do grafa funkcije in tistega dela, ko se bomo dejansko lahko funkcijo malo bolj predstavljali oziroma je bolj taka konkretna snov, da boste lahko reševali kakšne naloge, a ne. In sicer, kaj je graf funkcije? Graf funkcije je množica urejenih parov, rečemo jim točk, kjer izgleda tako, x koordinata je x, druga koordinata je pa y oziroma f od x. In to se zgodi, ko iz x-a vzamemo vse x-e v definicijskem območju, ne. Zdaj, spet izgleda malo zapleteno, ne. V resnici so pa to tisti grafi, ko jih že poznate za linearne funkcije, in pa spoznali bomo še enih 5-6 grafov tekom vašega šolanja na srednji šoli. Grafe funkcij rišemo v pravokotnem koordinatnem sistemu. In v splošnem so grafi funkcij ponavadi krivulje. Je pa res, da ni vsaka krivulja graf. Pa bomo zdaj pogledali, kaj je graf in kaj ni graf. To bomo malo pomanjšali. Takole, ne, recimo, če imamo en koordinatni sistem, tole si lahko prepišete, se ustavite pa prepišete, to je definicija, ki jo bomo zdaj poskušali pojasniti, ne. Se pravi, graf funkcije, definicijo si prepišite, ostalo pa bomo zdaj poskušali pojasniti. Na primer grafi izgledajo v koordinatnem sistemu nekako takole. Malo gre krivulja gor, malo gre dol in vsaka od teh pikic na krivulji, na primer, če bi si izbrali tule eno pikico, taki pikici rečemo točka. Zdaj pa kako pridemo do te pikice oziroma točke? Ja, en podatek je x, drug podatek je pa f od x. Se pravi, če je tole naša funkcija f od x, potem mi, kako najdemo x? Gremo natančno pravokotno navzdol do koordinatnega sistema. In tukajle je na primer x1, če gremo pa levo, potem je pa tukajle y1. Se pravi, ta točka, pa ji rečemo a, ima zdaj dve koordinate na tem grafu. Prva koordinata je x1, druga je pa y1. In ta koordinata y1 jo dobimo tako, da izračunamo vrednost funkcije v x1. Se pravi, krivulja, ki je taka, da če vzamemo en x, dobimo eno tako točko, da je na krivulji in lahko preberemo njeno vrednost, ne. Lahko se pa zgodi še nekaj drugega. Druga možnost je pa tale, da, zdaj pa je šel nekam moj koordinatni sistem, bomo mogli pa kar tegale vzeti. Takole. Se pravi, zdaj, če pa imamo takole možnost, da je krivulja nekako takole, potem pa bi mi želeli pogledati, kaka je vrednost funkcije pri določenem x-u. Na primer, kaka je vrednost funkcije pri dvojki, to nas zanima, ne, če je x2. Kaj moramo narediti je, da gremo od tega x-a pogledati, kaka je vrednost. Tule pridemo na funkcijo in tukajle je f od 2, recimo, če smo šli od dvojke. Sami imamo pa problem. Problem pa imamo, ker če gremo naprej, pridemo še do ene vrednosti. In to pa ne gre. Pri funkciji je tako, če mi vzamemo x, potem mora natanko en y biti za ta x. Se pravi, grafi, kjer imamo takole, ne, da imamo, kar en koordinatni sistem narisala. Če je graf funkcije takšen, da lepo teče
in da kjerkoli mi povlečemo ravno navpično črto. Se pravi, če bi mi potegnili tule ravno navpično črto, tule ravno, dobimo natanko en presek s funkcijo. Tule recimo en presek. Nikoli ne gre dvakrat čez to črto. Medtem ko tukaj, če bi mi preseke delali, ne, bi šli tudi dvakrat čez funkcijo, ne. Skoraj zelo veliko tega bi šlo dvakrat čez funkcijo. To pa pomeni, da tole ni funkcija oziroma ni graf funkcije, je pa krivulja, medtem ko to pa je funkcija. Se pravi, zdaj, če bi takole nekako ponovili, da bi se mogoče malo navadili na te izraze. Tole bom zdaj pobrisala za začetek. Takole, ne. In če imamo graf, kako dobimo funkcijo? Ja, več točk sestavlja funkcijo. In sicer, da dobimo neko funkcijo, si recimo ponavadi kaj izračunamo ali kakorkoli in dobimo nekaj točk. Recimo, ne vem, če imamo točko A 2, 4, točko B 3, 5, ne. Potem kaka recimo premica bi šla skozi te točke. 2, 4 bi bila tule, 3, 5 bi bila tule in potem bi dobili funkcijo, ki bi točno vedeli, kako gre, ne. Gre čez ti dve točki. In kjerkoli bi mi hoteli presekati to funkcijo, bi dobili samo eno vrednost. Ja? Okej. To je prva stvar, ki jo moramo vedeti. Se pravi, graf funkcije je sestavljen iz točk. Tako. Recimo imamo en graf funkcije, sestavljen je iz točk, in če točka leži na tem grafu, na primer tale točka, potem lahko od nje preberemo koordinato. Na primer, tule je x koordinata, v levo pa y koordinata, ne. In bi nekako rekli, recimo, to je točka A, njena koordinata x bo zdaj 5, njena koordinata y pa recimo, no, 1,1 polovica, približno 1,5, ne, če pogledate, to so ravne črte. In potem takem bi bil x petka, f od x pa 1,2. Tako. Pa dajmo tole pobrisati. Še eno stvar se bomo pogovorili, predno gremo na lastnosti funkcij, v grafu seveda. In sicer, kako odčitati raznorazne stvari. In sicer to je pa intervale moramo malo ponoviti, ne. Če bi imeli mi ravno črto, takole, ne, to je recimo premica x. In na tej premici x imamo mi koordinate, ne, 1, 2, 3, 4, pa -1, -2, -3. In zdaj, kako zapišemo interval na tej eni premici? Ja, tukajle vidimo, tule je x, se pravi na x premici je, in interval na x premici lahko zapišemo, recimo, jaz bom pobarvala zdaj en interval, recimo, da je interval od -1 do 1. In da je enka zraven, medtem ko, -1 je zraven, medtem ko enka ni zraven. Se pravi, tale interval bi rada jaz zdaj zapisala. Kako ga zapišem? Pogledam, na kateri premici leži.
na x. In rečem, x je element. Zdaj pa oklepaj. Naj še napisati oklepaj. Najprej se moramo pogovoriti. Obstajata dve vrsti oklepajev. Prvi oklepaj je tak, ki pove, da je točka zraven. Temu rečemo oglati oklepaj. Ta pove, točka -1 bo zraven. Potem imamo pa normalni oklepaj, okrogli, lahko kar želite, ki nam pove, točka ne bo zraven. Se pravi, če imamo x je element in zdaj hočemo povedati intervala, ki se začne v -1, da je -1 zraven in poteka do 1, pa zapremo. To je zdaj takle interval. Tule je zaprti interval od -1 pa do 1. To smo delali sicer v prvem letniku, če se spomnite, smo te intervale zapisovali, ampak problem je, ker se mi zdi, da ste malo pozabili, zato zdaj to ponavljamo, ne. Tako, pa bomo še enega poskusili interval zapisati. Bom jaz spet pripravila koordinatni sistem, zdaj bomo pa pogledali v koordinatnem sistemu. Takle. Pa bom kar na roke narisala, ne, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, -2, -3. To lahko naprej privijete, ne, dokler nimam jaz koordinatnega sistema. Se pravi, koordinatni sistem ima dve osi, x pa y, in tukaj potekajo ta števila. Ta števila, zdaj vi, ko imate karo zvezek, boste mogoče lažje dali tudi kar enote enakomerne. No, zdaj pa bomo poskusili napisati dva intervala. En interval naj bo tule. In sicer tak, da 2 ni zraven, pa da tudi 4 ni zraven. Se pravi, od 2 do 4 pa 4 ni zraven. En interval bomo imeli pa tule, tako da je -2 zraven in da poteka vse do 1. Ki pa je tudi zraven. Najprej zapišemo mogoče spodnji interval. Pogledamo, kateri x-i, x, koliko vemo, da je x. Pogledamo, na kateri premici leži. Če leži na x, potem moramo reči, aha, x, to so točke, ki so element intervala. Pa pogledamo, kje pa zdaj gre ta x. X se začne v -2, ali je -2 zraven? Je. Rekli smo, če je -2 zraven, potem je oglati oklepaj. Se pravi, imamo oglati oklepaj. In od -2 do 1 poteka naš interval. Zdaj pa moramo spet preveriti, ali je 1 zraven. Je, zato naj bo to oglati oklepaj. Tako, to smo zdaj to množico točk. Zdaj moramo pa tole množico točk napisati. To smo pa zdaj na drugi osi, y. In to je mogoče sprememba od lani. Lani smo samo po x-u delali, saj smo lani tudi po y. V redu. Zdaj pa pogledamo y. Y v tem primeru je pa element. Zdaj, interval bo šel od 2 do 4. Zdaj se moramo pa odločiti za oklepaje. Ker 2 ni zraven, je normalen oklepaj, pa ker 4 ni zraven, je tudi normalni oklepaj, ne? Se pravi, tako se pa določijo intervali na koordinatnem sistemu. Takole, zdaj bomo pa naredili eno vajo oziroma dve, da povadite tole, pa da vidite, da ni nič strašnega, kar morate tudi do sedaj znati. Tule označimo x pa y strani še. Se pravi, prva vaja, ki jo morate znati, je določiti pobarvane intervale. To je zdaj kar pomembno, ker bomo potem lažje razbrali lastnosti funkcij. In sicer, gremo kar po vrsti, mogoče najprej rdeč, moder, zelen pa rumen. Lahko tu ustavite, pa poskusite sami, pa boste potem, če bo tako, pač pogledali si razlago, če ne pa samo rešitve. Se pravi, rdeč interval. Pogledamo, na kateri osi beremo interval. To je os x. Se pravi, rečemo x bo element. Potem pa od kod do kod je pobarvano. Zdaj, od -6 do -4.
napišete. Vedno manjša številka najprej, pa potem večja. Potem pa morate določiti še oklepaje. -6 tukaj ni zraven, zato ker je puščica in je normalni oklepaj. -4 pa tu tudi ni zraven in zato je tudi tu normalni oklepaj. Gremo dalje. Naslednje, kar bomo določili, je modra. Modra je na Y osi. Zato napišemo Y je element. Pogledamo, od kod do kod gre. Vedno od najmanjše proti večji. Se pravi, začnemo pri -4, tule, ne? Pa gremo gor do -2. Od -4 do -2. Zdaj pa poglejmo, a je -4 zraven? Ni, zato normalni oklepaj. A je -2 zraven? Ni, zato normalni oklepaj. Zdaj gremo pa naprej, gremo na zeleno. Zelena leži na X osi, zato rečemo X je element. Od kod do kod pa gre? Začne se pri 2, pa gre do 4. Se pravi, meje bojo od 2 do 4. Potem pa moramo pogledati. Tukaj je pa 2 zraven, zato mora biti oglati oklepaj. In pogledamo štirko, tudi 4 je zraven, zato mora biti oglati oklepaj. In še rumeno. Pogledamo, na kateri osi je na Y, se pravi, napišemo Y je element. Pogledamo, od kod do kod gre, od 1 do 3. Tako. Enka je zraven, zato je oglati oklepaj. Trojka ni zraven, zato je zaviti oklepaj. Tako. To je treba znati z intervali. Pogledati, na kateri osi so, oziroma na kateri osi gledamo množico točk in potem zapisati množico teh intervalov. To bomo rabili zato, da bomo lahko lastnosti naših funkcij opisovali. Dobro. Druga naloga je pa podana je funkcija. Tale funkcija je podana. In treba je določiti 5 točk, ki ne lažejo na tej funkciji, ampak ležijo na tej funkciji. In je treba narisati te točke potem v graf. Lahko si pomagaš s tabelo. Tako, tole je naša funkcija. S kako tabelo bi si pomagali? Bomo videli. Kako bi določili točko, ki leži na tej funkciji? Recimo, eno točko lahko določimo tako, da rečemo, recimo, kaj bi se zgodilo, če je x 1? Koliko bo potem y koordinata te naše točke, če je prva koordinata 1? Kaj naredimo je, izračunamo vrednost funkcije v točki 1. Tu napišemo enko noter. In potem namesto vsakega x-a vpišemo 1. Pa tisto pač, kar piše. Tu pazite, minus je pred x kvadratom, zato ta kvadrat ne vpliva na ta minus. In dobimo f od 1 je minus 1 plus 3, kar je 2. Zdaj smo dobili dva podatka. Dva podatka smo dobili takole. X je 1, pa f od 1 je 2. In našo točko, recimo točko A, lahko zapišemo zdaj. X koordinata je 1, y koordinata je pa vrednost funkcije v tej točki, to pomeni 2. In prva točka, ki bo na naši funkciji, je 1, 2. Kako jo dobimo? Ja, gremo navpično gor pri x-u za 1 in pa vodoravno pri dvojki. Tule se mora naša točka pojaviti. Tu je točka A na tej funkciji, ne? No. Zdaj pa, da si poenostavimo vso to računanje in da je bolj pregledno, pa včasih naredimo tudi to s tabelo. Tabelo naredimo tako, da imamo v prvem stolpcu x koordinate, v drugem stolpcu pa f od x koordinate, to pomeni tisto, kar bomo poračunali na ta način. V našem primeru, ko bi bil x 1, bomo dobili vrednost 2. Zdaj pa si recimo zmislimo še nekaj x-ov. X-e si lahko namreč zmišljujemo, ker niso predpisani in ker pač rabimo
5 x-ov, si jih izmislimo. Recimo za nič je še ponavadi v redu računati, ne vem, pa za 2, pa mogoče gremo še v minus. Lahko bi tudi ulomke, pa ne bomo vas zdaj še s tem, ne, se pravi 1, 0, 2, minus 1, koliko jih rabimo? 5. Pa še recimo minus 2. In zdaj moramo zračunati vrednost v nič. To pomeni, namesto vsakega x-a vstavimo nič. In dobimo minus nič plus 3 je 3. Potem to zapišemo tu v tabelo. In točka, ki jo dobimo iz tega, bo potem b nič 3. Zdaj bomo vse to zračunali, potem bomo pa te točke vnesli v koordinatni sistem. Zdaj računamo za dvojko. To pomeni, računamo f od 2, kar je minus 2 na kvadrat plus 3. To je minus 4 plus 3 je minus 1. Če se vam zdi zdaj, da že znate to računati, potem ustavite zdaj, pa probite sami še za zadnje dve. F od minus 1 je potem minus 1 na kvadrat plus 3 je minus 1 plus 3, kar je 2. In pa f od minus 2 je minus 2 na kvadrat plus 3 je minus 4 plus 3, kar je minus 1. Tako. In zdaj smo dobili tabelo in s to tabelo smo pridobili tudi točke. Zdaj imamo prvo točko b, nič 3. Nič 3 vrišemo tako, da ne gremo nič levo pa nič desno, pa gremo gor do 3. To je recimo točka b. Točka c, recimo zdaj to c narisali, je prva koordinata x je 2, druga y je minus 2. To pomeni 2 v desno, pa 1 dol. Zdaj, ker jaz imam te črte, jih ne bom risala, drugače pa si to pomagate z geotrikotnikom, da so natančno narisane. Potem naslednja točka, bomo dali d, ker je kljukice res težko delati s tem pisalom elektronskim, pa minus 1, 2. In imamo zdaj d minus 1 v levo, pa 2 gor. Če vam delajo težave še te točke, kje kakšna leži, potem si jih poglejte, ne. No, potem še pa dajmo zdaj CDE. To je minus 2, minus 1. Se pravi, minus 2, minus 1. Tukaj je pa e. Če bi mogli neko krivuljo povleči čez te točke, ne, naša funkcija bi verjetno izgledala približno takole. Potem pa še kam naprej bi šla, ne. To je kvadratna funkcija, ki jo bomo sicer kmalu spoznali, ampak načeloma je tako. Ko imate zapis predpisan, potem lahko vedno dobite vrednosti za x-e. Ko zračunate pa še y-ne, imate pa točke, ki ležijo na tej naši krivulji. Vedeti tudi morate, da če izberete katerokoli točko na krivulji, lahko dobimo njen x in pa vrednost v tistem x-u, ne. To je ravno graf. Graf ravno to pove, kateri x-i nam dajo katere y-ne.